Živijo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka. Danes vas bom popeljala skozi trening za trebušne mišice. Vse, kar si morate zagotoviti, je seveda malček več prostora za nemoteno izvajanje vaj, po potrebi utež in seveda podlago. Če nimate uteži, brez skrbi, pograbite nekaj težkega ali pa samo sledite navodilom, ki bodo podane poleg vaj. Vaje si bodo v treningu sledile ena za drugo, brez vmesnih pavz, poskrbi, da res izvajaš vaje pravilno. Prijem pa, da se pomaknemo na trening, ne pozabiti napraviti ogrevanja, podariti video like in če si nov in če se še nisi naročil na moj kanal, naredi to zdaj. Sedaj pa nič več čakati, gremo telovaditi. Vaje, ki jih bomo napravili danes pri treningu, bodo različno intenzivne. Nekatere bomo napravili s pomočjo uteži, če pa ste začetnik, pa raje delajte z lastno težo in se osredotočite na pravilno izvedbo. Pa se kar spustimo na tla, pograbimo utež in se pripravimo za prvo vajo, ki je klasika, ko želimo izklesane trebušne mišice. In to je vaja klasični trebušnjak. Pri tem pa noge pokrčimo in postavimo v razkorak, utež pa dvignemo nad prsni koš. Že na samem začetku bom izpostavila zelo pomembno izhodišče in to je tehnika pravilnega dihanja. Pri kontrakciji, torej ko potisnemo utež proti stropu, izdihnemo, hkrati pa stisnemo trebušne mišice, hrbet pa pritisnemo ob tla. Od tal pri tem dvignemo samo lopatice, preostali del hrbta pa ostane trdno na tleh. Brez pavze nadaljujemo kar z drugo vajo, ostajamo v istem položaju, vaja bo na videz podobna prejšnji, le da bomo pri tej od podlage odlepili celotni hrbet in utež potisnili visoko proti stropu. Ponovno bomo pozorni na dihanje, kajti s pravilno tehniko boste izvedbo napravili pravilno. Ko hrbet odlepimo oziroma dvignemo od tal, izdihnemo, takrat že stisnemo trebušne mišice, pri tem pa pazimo, da ne usločimo hrbta. Zagotovite pravilno izvedbo brez nepotrebnih bolečin. Hitro se pripravimo za naslednjo vajo, le odložimo utež, roke položimo za glavo in noge dvignemo visoko v zrak. Sledi vaja izmenično dotikanje stopal, pri kontrakciji bomo dvigovali le zgornji del hrbta in stiskali preme trebušne mišice, kot že pri prejšnjih dveh vajah. Noge poskušajte držati čim bolj mirno. Stisk trebušnih mišic napravite, ko sežete z roko proti stopalu, hkrati pa izdihnite. Pazite, da telo čim manj poplesuje. Glava naj ostane sproščena, komolci pa široko razprti. Telo samo dvignemo v sedeč položaj in se naslonimo na komolce za vajo in and out. Noge iztegnemo naravnost naprej, pri vaji poskušamo noge držati ves čas nad tlemi in jih ne odlagati na tla. Hrbet ostaja zravnan, trebušne mišice pa napete. Ko približate kolena proti prsnemu košu, izdihnite in stisnite trebušne mišice, vendar ne usločite hrbta, hrbtenica ostaja ves čas zravnana. Pri vaji morate začutiti raztezanje, ko potisnete noge naravnost naprej in kasneje krčenje, ko jih približate prsnemu košu. Samo ležemo na hrbet, roke sklenemo in položimo za glavo. Pri vaji bomo napravili kombinacijo dveh vaj in sicer dvig iztegnjenih nog nad medenico, na kar bomo pokrčili noge in jih ponesli čim bliže prsnemu košu. Hrbet ostaja pripopan na tla in pazimo, da se ne ustvari lok. Vaja bo zahtevna, saj bomo morali biti pozorni na pravilno izvedbo in tehniko dihanja. Pri kontrakciji izdihnemo, stisnemo trebušne mišice, noge ponovno ne odlagamo na tla, ampak jih ves čas držimo rahlo nad tlemi. Sledi vaja kakun trebušnjak, še vedno ostajamo v ležečem položaju, roke ponesemo naravnost za glavo in noge iztegnemo naprej. Pri kontrakciji izdihnemo, roke ponesemo naprej, vse dokler ne tvorimo neke vrste objema nog. Kolena približamo čim bliže prsnemu košu, pri tem pa stisnemo trebušne mišice. Ko ponesemo roke za glavo, vdihnemo in pazimo, da ne usločimo hrbtenice, ampak jo potiskamo ob tla. Sledi vaja obratnik trebušnjak, roke le položimo pod medenico ali pa se oprimemo podlage. Če ste začetnik, si raje roke podložite pod medenico. Pri vaji ne uporabljajte zagona, ampak naj dvig opravijo trebušne mišice. Dvignemo le spodnji del hrbtenice in kolena približamo prsnemu košu. Spust naj bo kontroliran in nekoliko počasnejši od kontrakcije. Noge lahko pri spustu iztegnete naprej, ampak se hrbtenica ne sme usločiti. Raje v tem primeru ohranjajte kolena pokrčena. Ponovno se dvignemo v sedeč položaj in se naslonimo na komolce, sledi namreč vaja striženja z nogami. Vaja na videz enostavna, vendar poleg striženja pri vaji stiskamo in potiskamo trebušne mišice navzdol proti hrbtenici, pri tem pa pazimo, da se ne ustvari lok. Skratka, hrbtenica mora ostati ves čas ravnana in trebušne mišice napete. Dihanje pa naj bo kontrolirano in pravilno.
Sledi vaja Russian twist. Le pograbimo utež, noge pokrčimo in postavimo razkorak. Pri vaji predlagam, da se malenkost naslonimo nazaj, ampak ohranjamo zravnano hrbtenico, saj bomo tako bolj čutili raztezanje in krčenje stranskih trebušnih mišic. Utež prelagamo iz ene strani na drugo stran. Za težjo različico lahko zraven še dvignemo noge, ampak moramo zagotoviti pravilno izvedbo. Izdih sledi v fazi, ko utež ponesemo pred sebe in vdih nasprotno. Uteži ne odlagamo, le ležemo na hrbet, saj bomo napravili vajo single leg crunch, torej trebušnjak najprej za eno nogo, nato pa še z drugo. Roke pri tem ponesemo za glavo, eno nogo držimo malenkost pokrčeno, druga pa ostaja ves čas rahlo nad tlemi. Pri kontrakciji izdihnemo in od tal odlepimo le lopatice, kolena ponesemo naprej proti prsnemu košu in tvorimo neke vrste objem. Po pisku le zamenjamo nogo in nadaljujemo z isto izvedbo. Brade ne potiskamo naprej na prsa, ampak morajo ostati dvignjena. Predstavljajte si, kot bi imeli v tem predelku postavljeno tenis žogico. Hrbet pri tem stiskamo ob tla in ga tudi ves čas tako držimo. Utež pa ponesemo naprej in stisnemo trebušne mišice. Res se osredotočite na pravilno tehniko dihanja in kontrakcijo, stisk trebušnih mišic. Pazite na hrbtenico, da se ne usloči, ampak jo pritiskajte ves čas ob tla. Sedaj odložimo utež, položaja ne spreminjamo, pokrčimo eno nogo pod kot 90 stopinj, druga ostaja izravnana naprej in ponovno rahlo nad tlemi. Roke ponesemo naravnost za glavo. Pri kontrakciji izdihnemo, od tal se dvigne le lopatice, roke ponesemo naprej in plosknemo pod pokrčeno nogo in stisnemo trebušne mišice. Ko se spustimo nazaj, vdihnemo in hkrati napravimo izmenjavo nog. Pri vaji nikar ne uporabljajte zagona. Pripravimo se za stranski plank na komolcih, pograbimo utež, postavimo jo na bok in jo na mestu trdno držimo. Najprej bomo dvigovali in spuščali medenico, predlagam, da pričnete najprej s šibkejšo roko, nato pa nadaljujete za močnejšo. Kontrakcija in izdih sledita, ko potisnemo medenico proti stropu, vendar nikar impulzivno, na delu bodo stranske trebušne mišice. Hrbtenica ostaja ves čas ravnana, vrat naj bo le podaljšek hrbtenice in sproščen. Po pisku ne spreminjamo položaja, le stranski plank držimo statično, pri tem pa držimo napetost v trebušnih mišicah. Dihajte počasi in kontrolirano in se resnično osredotočite na konstantno napetost stranskih trebušnih mišic. Pazimo, da teže ne pritiskamo v celoti na komolce, ampak jo enakomerno porazdelimo po celi dolžini na podlagi. Mišice bodo pekle, vendar ne odnehamo. Obe dve vaji stranskega planka bomo ponovili še na drugo stran. Utež si ponovno namestite na bok in jo na mestu trdno držimo. Najprej bomo v stranskem planku spuščali in dvigovali medenico, pri tem bomo hrbtenico držali zravnano in trebušne mišice ves čas napete. Pri kontrakciji izdihnemo in stisnemo stranske trebušne mišice, pazimo, da medenice ne dvigujemo previsoko, ampak se osredotočimo samo na stisk oblikvijev. Po pisku še vedno ohranjamo isto držo stranskega planka, ampak samo držimo. Telo mora tvoriti ravno linijo od ramen do stopal. Medenice ne držite previsoko ali spustite preveč nizko, dihajte počasi in kontrolirano ter držite napetost v stranskih trebušnih mišicah. Odložite utež, ponovno lezite na hrbet, pri tem pa pokrčite noge pod kot 90 stopinj in dvignite roke neposredno nad ramena. Hrbet mora v celoti ostati prilepljen na tla. Najprej boste k tlom spustili eno nogo in nasprotno roko. Pri tem pa poskrbeli, da se hrbtenica trdno oklepa tal. Dihanje naj bo skladno z gibanjem. Dih sledi v fazi, ko iztegnete roko in nogo nazaj in ne odlagate na tla. Pri kontrakciji pa izdihnete in ponesete roko in nogo v začetni položaj, pri tem pa stiskate trebušne mišice. Obrnemo pozicijo in se pripravimo v položaj visokega planka. Gre za kombinacijo dveh vaj, ki jih bomo napravili najprej z eno nogo, nato pa še z drugo. Gre za kombinacijo spider planka in križnega prenosa kolena k komolcu. Ohranjajte zravnano držo in trebušne mišice ves čas napete. Pazite, da se pri planku ne pojavi strešica, ves čas držite trebušne mišice napete. Medenico poskušajte držati čim bolj na mestu. Po pisku le zamenjajte nogo in nadaljujte z istim gibom.
Pri tej vaji bo nedvomno delalo celo telo, saj gre za izometrično vajo in bodo na delu vse mišice našega telesa. Dihajte skladno z gibanjem in ohranjajte napetost v trebušnih mišicah. Pazite, da trup držite mirno. Če se pojavi strešica, s tem razbremenite trebušni del, kar pa tudi pomeni, da bo trpela hrbtenica. Če ste začetnik, se raje osredotočite na izvajanje samo ene vaje. Pred nami je še zadnja vaja, imenovana kolesar, in samo ležemo na hrbet, roke položimo za glavo, pokrčimo ob kolena. Pri kontrakciji izdihnemo, komolce pa ponesemo križno naprej, vse dotika nasprotnega kolena. Od tal dvignemo samo zgornji del hrbtenice, preostali del pa ostane trdno na tleh. Vajo izvajate počasi in kontrolirano in se resnično osredotočite na raztezanje in krčenje trebušnih mišic. Komolci naj bodo razprti in jih ne držite ozko, pri tem pa ne potiskajte z rokami glave naprej, vrat mora ostati sproščen. Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in poskrbite, da v telo vnesete zadostno količino beljakovin. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga, seveda lahko vse skupaj ponovite še enkrat ali dvakrat. Če so vam všeč takšne oblike treninga in če bi si jih v bodoče želeli videti še več, pa mi dajte pisati spodaj v komentarje. In ne pozabi deliti videa dalje ali pa ga napraviti skupaj s vašo prijateljico. In preden da se še poslovimo, podari video like, se naroči na moj kanal, da ne zamudiš bodočih vsebin. In se vidimo naslednji teden. Čau! Naš poleg telo, ti... Hola! Naredi eno akrobacijo, no? Evo ga. Kak si? Malo bi se lahko uredil. Malo bi se pa lahko uredil, a ne? Bi se lahko malo uredil. Ja. Bi se kamero lepši izgled.